Ste pričakovali, ko se je začela odprta kuhinja, da se bo tako razvijala skozi leta? Pa če čisto po pravici povem, ja, smo pričakovali, ker v bistvu to je bil naš namen in naša neka misija in cilj skozi vsa ta leta. In že v prvi sezoni, ko smo prvič kontaktirali naše ponudnike, smo jih pozvali, če se pridružijo največjemu kulinaričnemu projektu, ki ga pripravljamo. Tako da smo in danes po 10 sezonah smo končno tukaj. To je dejansko res velik preplet okusov, če greva vse te okuse vzhod, zahod, sever, jug na celem svetu, a ne? Naša misija je bila odvedno ponuditi vse, kar nam Slovenija na kulinaričnem področju ponuja. Se pravi in slovensko tradicionalno gastronomijo, kot tudi pač vplive tujih kuhinj. In kot vemo, je kulinarika v enem res eksponentnem razvoju pri nas in vsako leto imamo številne nove restauracije in nove trende, tako iz nekih mogoče modernih, hipsterskih področji, tako iz tujine, tako da smo veseli, da lahko vse skupaj pripeljemo na eno mesto. Koliko dejansko ponudnikov na ta petkov dan, dopoldne, popoldne, zvečer, so letos kakšni novi? Vedno je ponudnikov okrog 50, danes jih je, mislim, da 45, s tem, da je 15 novih ponudnikov v tej sezoni. Če se pridružujejo ostalim ponudnikom iz prejšnjih sezon, ki jih je nekje 70, imamo kar eno lepo število raznovrstne kulinarike pri nas. Tako da, ja, vedno pa v bistvu imamo oči odprte in spremljamo, kaj se dogaja in pripeljemo tudi na novo nastale restauracije zelo radi. In za konec, kako bo odprta kuhinja letos? Odprta kuhinja se je začela ob 10 zjutraj in traja vse do 9 zvečer, v poletni sezoni pa tudi do 22. Popestrili jo bomo z glasbenim dogajanjem gostujočega DJ-ja, tako da se veselimo enega živega, urbanega vzdušja. Skratka, boste združili prijetno s koristnim, če tako rečemo. Tako kot vedno, tako. Tako da vsi lepo vabljeni še do 21. Orjana, odprta kuhinja, nova sezona, nove jedi, nove dogodivščine. Ja, končno, tako sem vesela, res. Pa ne samo zaradi dobre kuhinje, zaradi teh vonjav, ampak zaradi življenja, glasbe. Ne moram verjeti, ljudje sedijo, so brezskrbni, lepo, res. Ne nazadnje pa tudi druženje, ni vse ohranja, ne? Absolutno, saj to, v tem je fora. Prijeti sami in odprto kuhinjo je doživeti, ampak prideti z družbo, to je to, ne. Kaj sama naj poizkusiš? Sama naj tukaj poskusim tisto, kar ne kuham doma. To se pravi, ne italijanskih dobrot. Predvsem, ne vem, tako malo iz kakšnega vzhoda, to mi je zelo všeč, kakšne posebne karje, pa to tako. Potem pa seveda pridem sem, pa zagledam nekaj, kar nisem mislila in tudi tisto poskusim, ne, kakšno posebno sladico, kakšen koktelček. Kaj pa doma recimo vse diši po Italiji? Ja, ker dosti diši po Italiji, ne, sicer pa tudi po enolončnicah, tako, zelo rada kuham, vsak dan kuham, tako da in moram seveda raznoliko kuhati, da ni vsak dan isto. Mojca, kaj to pripravljate? Mi pripravljamo tradicionalna telečja jetrca, danes jih nadgrajujemo z jurčki, čakamo sezono, ko se bojo začeli šparglji, vmes še malo čamaža, tako da s tem smo prisotni že 8 sezono na odprti kuhinji. Je kakšna razlika v primerjavi z malim šefom pa kuhinjo? Ja, tukaj imam same velike šefe okoli, ne. Tam so pa mali. Tam so pa mali, veter piha, ja, pazimo na kozarčke. Mali šefi so zelo igrivi in tudi letos je bila taka sezona, da smo jim postregali jetrca in so me presenetili, da so jih jedli. Da so tudi pogruntali v bistvu najprve, kaj to sploh je, a ne. In to fermentirano peso zraven našo. Jaz sem navdušena nad otroci, da sploh sprejemajo take jedi, a ne. Se pravi, drobovina je že tako malo specifična jed, pa da se malo drugače pripravi, je to za njih tudi ena nova zgodba. Kaj pa odrasli, vem, da vsi nimajo radi jetrc? Ja, pa odraslih, pa tako, če pomislim na prvo sezono, ko smo bili tle, je bilo veliko tako, sploh pri mladih jetrca, ne, so raje 2 koraka nazaj stopili, starejši so to poznali. Zdaj sem pa tako počaščena, ker mi pride včasih kakšen vegetarijanec, pa reče, sem vegetarijanec, ampak jetrca pa jem. In mi je to eno tako čas, da vseeno jetrca, ker vemo, da vsebujejo veliko dobrih stvari, da jih jejo in tudi veliko mladine se je v teh letih navadili to jesti. Seveda jo je treba malo obogatiti, malo
nadgraditi, ne? In to delamo, se pravi, z jurčki, z lisičkami, šparglji, čemažem, pač tisto, kar nam narava takrat daje. Kaj je treba za konec biti najbolj pozoren pri pripravi jetrc? Najprej je osnova material, se pravi surovina. Surovina pri nas je od prvega dne teletina. Nobeden baby beef, nobena govedina ali kakršnih koli drugi nadomestki, ampak teletina. Čebulo polovico jo doma skarameliziramo, polovico pripravimo tle, drugače bi ljudje predolg časa čakali. In nič drugega, kakšni pravi, kaj je skrivnost. Pravim, tukaj stojite pa gledajte, sol, poper, peteršilj, zalijemo malo z belim vinom, da prav red, da to sladkobnost obdrži. In to je to. In dobra volja. Anže, tole je pa čisto druga vloga, kot te gledamo na televiziji. Če povem iskreno, sem glih posnel 2 kviza in sem prišel zdaj vmes malo narezati pršuta, pol pa grem še 2 posnet. Pol se pa spet vrnem okrog 4:30, pridem spet nazaj. Torej bo kviz o pršutu. Ne, ampak kviz ostaja, tako da ne se bat. Še vedno vodim kviz, ampak pomagam fantom, v bistvu kletvica, to je naravno vina imamo tukaj in pa naravni pršut, če lahko temu to rečem, od Uroša Klinca iz Plešivega, Goriška Brda. Imamo 50 mesecev staran pršut, tole je 2 meseca stara salamca, tako da strežemo lepo na, tole je pa kruh iz gorenjskih koncev. Skratka, vse domače. Vse domače, tako da tlele bomo vsak petek od 10 do 10, vabljeni. Kletvic pa ne uporabljate. Kletvic ne uporabljate, raj spite kaj od kletvice, imamo pa samo naravna vina, brez dodatkov, tako da je brez pesticidov, brez fungicidov, tako da je vse naravno vretje, odlična vina, odličen pršut, na drugi strani pa, tako kot lansko leto, pečemo še burgerje. Skratka, preplet okusov. Preplet okusov, tako. Če bo slučajno pa zadišalo v kvizu skozi pršut, pa tudi ne bo nič narobe, Ja, ne? smo razmišljali, da bi mogoče kakšen kvizek vsake tok časa izvedeli tlele kar na stojnici in mislim, da ga tudi bomo. No. Časa imamo dosti. Kamer je pa tudi ogromno. Hvala lepa. Pravi. Dobro ti gre. Hvala. Ja, sej, moram reči, da sem kar nekaj časa sem malo vadil. Gospod, bolj še da vas. Ni tako enostavno, kot se gleda. Mislim, tisto, kar zgleda enostavno, ponovadi je kar težko, ne? Tako pravijo. Tako kot vprašanja pa odgovori. Ja, recimo. Vsi doma vse vemo. Za kavčem smo vsi pametni, ja. Monika, živijo. Skratka, vsak petek te vidimo tukaj. Hvala Bogu. Ja, če ni danes je malo takole se malo prepleta, no. Da se moram na TV pa malo nazaj, ampak načeloma pa vsak petek od 10 do 10 smo tlele, pršutek, salamce, vino, burgerčki, dobra volja, smeh, poglejte ga gospoda. Na televiziji pa pred dnevnikom. Ja, tako.